Evropejci so bili šokirani nad tem, kar so našli v Ameriki. Zdaj, za tiste, ki ne veste, gre za poskus. Ne vem, ali gre za usklajeno kampanjo, da bi Američane očrnili kjerkoli je mogoče, da bi ljudje verjeli, da je Amerika pač, veste, tako grozen kraj. Toda zaradi svetovnega prvenstva so Evropejci in ljudje z vsega sveta prišli v Ameriko in bili popolnoma osupnjeni nad tem, kar so našli. Žalostno je, da Američani ne vedo, kako dobro jim gre, in to je srce parajoče. Poglejmo ta trend. Velika metaforologija, ker Amerika ni nič podobna temu, kar nam prikazujejo mediji. Vsi so tako prijazni, vsi so tako ustrežljivi in iskreno sem se imel odlično. V nedeljo letim domov. Angleži pa imamo pesem, kjer pojemo: prosim, ne peljite me domov. Res ne želim iti v službo. Pustite me tukaj, da popijem vse vaše pivo. In še nikoli se nisem bolj poistovetil s to pesmijo kot v Ameriki na tem svetovnem prvenstvu. Želim si, da bi lahko vstal in do konca spremljal Anglijo. Torej, če je kdo tam zunaj, ki mi lahko pomaga, da se to zgodi, naj mi prosim sporoči. Ne želim si nič drugega, kot ostati v ZDA. Tako žalostno je pomisliti, da znova in znova poslušamo to retoriko, da je Amerika najslabša. Ljudje želijo oditi, ne razumeš, kako slaba je politika. In potem so tudi ti Evropejci, ki so tam in se preprosto zabavajo kot še nikoli. Mislim, sem na Floridi. Ta plaža je nora. Prav tako dobra kot avstralske plaže. Ampak če pogledaš novice, je vse slabo. Vsi imajo modre lase, vse je grozno. Ni res. Je popolnoma neverjetno. Jebeno neverjetno. Se hecaš? Tako se počutim. Fantje, ne zaupajte medijem, ne zaupajte novicam. Vedno vas poskušajo prepričati, da gre vse narobe. Ampak v resnici se na svetu še vedno dogajajo dobre stvari. Dobrodošli v Pushback, jaz sem Eurika, vaša voditeljica. Ne pozabite pritisniti na gumb za naročnino, všečka ta video, ga deliti s prijatelji, vklopiti obvestila in podobno. Zdaj ste del gibanja, ki se opira norim retorikam. Retorikam, zaradi katerih se počutite brezupno in nesrečno. In to je eden najboljših primerov za to, kar sem jih kdaj videla. Ponosen sem nate. Desetletja protiameriške propagande so bila izbrisana v enem poletju. V redu, to je tako zabavno. Ljudje se snemajo s porcijami hrane, na zabavah, med vožnjami, z razgledi, z vsem. In so navdušeni. Dobesedno so navdušeni. In imenuje se Buc-ee's. Pravijo, da je to bencinska črpalka, ampak to je laž. Bencinska črpalka ima žalosten sendvič in kavni avtomat, ki nikoli ne dela. Ta kraj ima 120 točilnih mest. 120. Zakaj? Ali točite gorivo za ameriške zračne sile? Se pripravljate na invazijo vesoljcev? To je zastrašujoče. In maskota je bober z bejzbolsko kapo. Videl sem odrasle moške, ki so se slikali s kipom glodavca. V Franciji imamo revolucije. V ZDA pa se priklanjate veverici na steroidih. In znotraj ta agresija. Moški z nožem kriči, sveže goveje prsi na deski. Gospod, umirite se, jaz želim samo mineralno vodo, ne ubijte me. Ampak imam problem. Hotel sem to sovražiti. Hotel sem biti vzvišen francoski snob, ampak potem sem pojedel beaver nuggets. Ne vem, kaj je v njih, mislim, da je to sladkor, maslo in čisti metamfetamin. Pojedel sem enega, potem pa celo vrečko na parkirišču kot divja žival. In stranišča, moram priznati, so lepša kot moje stanovanje. Goveje prsi bi lahko jedel stal v kopalnici. Čisteja je kot v bolnišnici. Torej, spodletelo mi je. Prišel sem sodit, ostal pa zaradi prigrizkov. Nimam klobuka, ampak v srcu ga nosim. Prišla sem sodit, ampak moram ostati zaradi prigrizkov. To lahko napolnim 1000-krat. Ja, ampak ne boš spil 1000 skodelic dobrega spomina. In je zastonj. Plačal si za to. Plačal si enkrat. Brate, umiri se. Počasi, mrzlo je. Fabio. Počasi. Počasi. Zakaj? To je bilo dobro. Mimogrede, nekdo je napisal, Evropejci imajo brezplačno zdravstveno varstvo, mi imamo brezplačen diabetes. Je kar smešno, ker je brezplačno. Da, prosim. Tukaj, hvala. Samo počakaj, da izve, da lahko prosi za lonček za sabo. Sem v raju. Brat. Na zdravje, še enega. Naj še tega spijem. Brat je razpočil bom, to je preveč sladkorja. Tega ne rabiš. To je res, ampak je zastonj. Možganska zmrzav, ja? To se dogaja meni, ampak je tako dobro. Smešno, res smešno. Pravila bontona pri hrani v Ameriki.
Spomnim se, ko sem prvič naročila v restavraciji s sodelavci in sem naročila kup stvari, ker sem bila vajena, da so porcije take velikosti. In vsi so me gledali, zakaj naročam toliko, in dobila sem ogromne krožnike in bila sem resnično osupla. Ena stvar je preživljanje časa v Evropi v primerjavi z Ameriko. Ravno sem bil zaporedoma v Evropi, zdaj pa preživljam čas v Ameriki. In nikoli več ne bi izbral preživljanja časa v Evropi namesto v Ameriki. Popolnoma nobene možnosti. Amerika, 100%. Ni možnosti. V redu, zanimivo. Tukaj ni razloženo. Nekdo pravi, no, kateri del Evrope in kateri del Amerike naredi veliko razliko. Strinjam se z njo. V redu. Američani sovražijo ZDA. In Zdaj te potrebujem. gre za porcije. Povem vam, gre za količine hrane. Gre za trgovine, gre za velikost stvari, gre za udobje, gre za dostopnost. Ampak veste, na mnoge načine, ko slišite izjavo, da težki časi ustvarjajo močne. Težki časi ustvarjajo močne moške. Težki časi ustvarjajo močne moške. Lahki časi ustvarjajo šibke moške. Ja, to je ta izjava. Razumela sem. To se je zgodilo v Ameriki, ker imajo ljudje tako neverjetno udobno življenje, da mislijo, da se lahko samo pritožujejo nad vsem, kar se dogaja. Namesto, da bi dejansko cenili, kako dobro jim gre. Država na svetu. Ne. Če bi vam ponudili enosmerno vozovnico s skritimi vsemi stroški, da zapustite državo, bi šli? In kam bi šli? Nekdo je tukaj napisal Rusija, Palestina ali Severna Koreja. To je kar smešno. Pravzaprav ne vem, kam bi šel. Sovražiš to, da si tukaj. Ampak ne boš odšel, samo utihni. To je res, kaj ne? Ljudje so pripravljeni nenehno jamrati in jamrati in jamrati in jamrati in jamrati in jamrati in jamrati. Ampak v resnici ne cenijo dobrih stvari, ki jih imajo. In ko nenadoma dobijo možnost, da grejo drugam, je tako, kot da bi rekli, kam naj pa grem. Black Breeze. Pridig gostiteljici. Zdaj, ne vem, če ste opazili, koliko ogledov imajo ti videoposnetki, ampak tukaj imate več kot 500 000 všečkov. Tukaj imate skoraj 100 000 všečkov, tukaj imate 50 000 všečkov, tukaj imate več kot 1 milijon všečkov, tukaj imate 500 000 všečkov, tukaj imate 750 všečkov. Tukaj imate 450 000 všečkov, 250 000 všečkov. Američani se ne zavedajo, kako zelo se svet spreminja. Podoba Amerike se spreminja že samo zaradi tega velikega dogodka. Zdaj smo na poti v Dallas na tekmo Anglije, jutri gremo v Oklahoma City, potem pa naslednji dan v Branson in Missouri. In potem se bomo odpeljali v Nashville. Sporočite nam v komentarjih, katere kraje obiščete. Sem Britanec v Ameriki in ta kraj je popolnoma nor. Bukis, tukaj je kot 60 različnih bencinskih črpalkarjev. No, razlog, zakaj imam ta trend veliko raje, kot bi si mislili, čeprav nisem iz Amerike, je ta, da je res neverjetno videti, kako se lahko ljudje tako zataknejo v svojih lastnih težavah in strahovih glede stvari, ki se dogajajo v njihovi družbi. Ampak ko nekdo pride z drugačnimi očmi, iz drugega kraja, lahko dejansko vidi in ceni, kaj se dogaja. Res je srce parajoče pomisliti, koliko ljudi misli, da morajo sovražiti državo, ki jim v resnici ponuja toliko dobrega. Zdaj, ali je vse samo v hrani, v količinah hrane? Absolutno ne. Obstaja še veliko drugih stvari, zaradi katerih je družba odličen kraj za življenje. Ampak svoboda, čistoča in prostor na toliko različnih krajih po Ameriki, seveda ne govorimo o vseh krajih. To je nekaj, kar bi morali Američani ceniti, spoštovati in se zavedati. Da ne, ni pomembno, koliko mediji ves čas govorijo, kako slabo je, kako slabo je, kako slabo je. Ljudje iz drugih držav lahko vidijo resnico. Hvala za vašo pozornost glede te zadeve.